In prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Predlog odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. Druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 7. Dodatno gradivo, amandma predlagatelja odloka ste članice in člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan. Poročevalci Žiga Rejc, Martina Magajna, Klavdija Vidmar, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo predajam Martini Magajna. Martina, izvoli. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. V gradivu ste prejeli predlog odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. Druga obravnava. Pri prvi obravnavi odloka strani občinskega sveta ni bilo podanih nobenih pripomb na samo vsebino posameznih členov. Na sami seji je bilo sicer zastavljeno eno vprašanje, ki je bilo na seji tudi odgovorjeno. Sta občinski upravi občine Kamnik in občine Komenda ponovno proučili vsebino do druge obravnave posameznih členov odloka in jih uskladili. In prišlo je do nekaterih manjših sprememb, nevsebinskih in bi vam jih nanizala. Vnesene so tako naslednje spremembe. V prvi alineji tretjega odstavka prvega člena se briše besedilo v industriji in obrti. V drugem odstavku 5. člena se doda besedilo občini. V drugem odstavku 20. člena se doda besedi oziroma odtujeno. V drugem odstavku 14. člena se doda besedilo, kot to predvideva 11. člen tega odloka. Uporabnik se lahko odloči za zavrnitev posode za biološke odpadke. V prvem odstavku 15. člena se doda besedilo, ne glede na določbe tega odloka o splošnem dostopu do gospodarske javne službe. V prvem odstavku 16. člena se doda besedilo na oziroma v zvezi s prireditvami. V petem odstavku 16. člena se doda besedilo, odvoz se ne sme izvršiti kasneje kot prvi naslednji delovni dan po zaključku prireditve. V času večdnevnih prireditev je potrebno odpadke žurno odvažati. V tretjem odstavku 22. člena se doda besedilo, na zahtevo koncedenta pa so lahko tudi postavljeni ostali zabojniki v skladu s predpisi. Glede na določbe člena 5c GDPR-ja je ustrezna, primerna oziroma sorazmerna obdelava osebnih podatkov v konkretnih okoliščinah za izvrševanje namena zaračunavanja stroškov odvoza smeti posameznim gospodinjstvom takšna, da zavezanec za dosego tega namena potrebuje zgolj osebne podatke nosilca gospodinjstva in število članov gospodinjstva. To pomeni, da lahko podatek o lastništvu nepremičnine vodijo zgolj v primerih, ko ni nosilca gospodinjstva. V vseh ostalih primerih pa gre za obdelavo osebnih podatkov na zalogo, kar ni v skladu z GDPR. Vezano na navedeno se spremeni druga točka 4. odstavka 38. člena tako, da se glasi drugič o lastništvu nepremičnine, kadar ni znan oziroma v javnih evidencah ni zaveden nosilec gospodinjstva. Spremeni se 40. člen tako, da se glasi podatke pridobi izvajalec javne službe iz uradnih evidenc centralnega registra prebivalcev. Vezano na plačilo storitev strani lokalne skupnosti se spremeni tretji odstavek 45. člena in sicer se brišeta druga in tretja alineja, ter v prvo alinejo doda besedilo, če je prosilec občina. Predlog odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda je bil v enaki vsebini obravnavan tudi na seji občinskega sveta v občini Komenda v prvem branju in potrjen brez pripomb v prvi obravnavi. V drugi obravnavi bodo o predlogu odloka v občini Komenda odločali na seji občinskega sveta, ki bo jutri, 23. novembra 2023. Če temu podam še predlagani amandma, ki je vezan tudi na spremembo odloka v 6. odstavku 4. člena. 6. odstavek 4. člena se črta prva alineja. Dosedanja tretja alineja 6. odstavka 4. člena, ki po novem postane druga alineja, se po novem glasi: lahko pa so določena mesta opremljena tudi zabojniki za druge vrste odpadkov, mešana odpadna embalaža, odpadna jedilna olja, tekstil,
odpadni material in karton ter odpadna embalaža iz papirja in kartona. Mogoče samo pojasnilo amandma. Dejansko je amandma predlagan, da ne bi prišlo do morebitnih nerazumevanj tekom izvajanja koncesije in bi prišlo do razumevanja, da mora biti tudi posoda za papir na ekološkem otoku, kar glede na to, da je pobiranje od vrat do vrat, takšno razumevanje ni ustrezno. Hvala lepa za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa. Natalija Berec, izvoli. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja je na svoji seji obravnaval ta predlog odloka in sicer je ob tem pač prišlo do razprave, da naj bi občinska uprava v razpis za izbiro izvajalca umestila pogoj, da se kosovni material odpelje v roku 5 dni od prijave odvoza in ta pogoj naj občinska uprava uskladi z občino Komenda. Sicer pa je odbor predlog odloka navedenega obravnaval in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepa. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Predlagatelj, poročevalci? Martina, izvoli besedo. Vkolikor podam odgovor na pripombo odbora, povprečje odvoza podano strani trenutnega koncesionarja, ampak govorimo o tem, da gre za povprečje, je 5 delovnih dni. Koncesionar zbere dovolj prijav oziroma zahtev prebivalcev, da se nabere za eno krožno pot odvoza, bi pa mogoče opozorila tudi, da lahko prebivalci vedno sami odpeljejo kosovne odpadke in pri tem pridobijo še dobropis, kar se predvideva tudi v razpisu za izbor naslednjega koncesionarja. 3-tedenski rok je pa ekstremni rok in navadno odvoz ni nikoli tako dolg. Kakšnih nesreč ali pa teh ujm, ki je bilo zdaj, da si podaljšajo pač. Se pravi, 3 tedne je maksimalni rok v primeru teh nesreč, kot smo jih imeli zdaj avgusta. Načeloma se pa vedno dogovorijo in trenutni rok s tem koncesionarjem je nekako 5 dni. No. V 5 dneh poskušajo odpeljati odpadke. Hvala lepa. Še kdo? Aleksandar Rušič, izvoli za besedo. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Ja, na odboru je razprava prišla tudi do tega, da je mogoče eden od razlogov, da občanke in občani ravnajo tako, kot ravnajo z odpadki, tudi to, da je 3-tedenski rok. Zdaj, tega podatka nismo imeli, da je povprečje 5 dni in meni se že prej zdelo, da to ni glaven problem, ker če se navežem na naš konc, mi smo imeli tak mini zbiran lokalen center, se pravi tale ekološki otok pri gasilskem domu v Stranjah. Pol je narava svoje naredila, je ta otok odnesla in deponija na Velikem jezu je zdaj tisti mini zbiran center za naše kraje. Lih danes, ko sem se spet peljal, je spet ena frišna prikolica vreč tam in tukaj ni problem v koncesionarju, problem je v občini Kamnik. Dokler ne bo nadzora, dokler se to ne bo ukrepalo, jaz že od prejšnjega mandata stalno to opozarjam, če se tukaj ne bo pojačal nadzor, pa da se bo med ljudmi razvedel, da res mogoče lahko tudi kakšno opozorilo dobiš, če pa to večkrat narediš, pa tudi kakšno kazen, bo stanje takšno, kot je. Ljudje imajo ob sobotah čistilne akcije, ko posprav doma, je to težko gledati doma na kupu in je najlažje odpeljati tam, ki je najbližje. In če je to ekološki otok, je to ekološki otok, kar je še vsem boljš, kot da v gozd pele, ampak ni pa to ena rešitev, ki nam bi bila lahko v ponos, je pa to odraz dan današnje družbe. To sam, da pri sebi pospravim, pa vsem, ki je to lažija. Tako da, hvala.
Sandi, hvala lepa za mnenje. Jaz ti kar sem vam odgovoril. No. Prejšnji teden smo dobili, oziroma je tam le en občan slikal pač en kombi po noč, ki je pripeljal kaj smeti, poslal sliko meni in smo pač poslali radarja in tudi ukrepali, tako da je bilo to posplavljeno. Je pa velika težava v tem, da čez dan to ne delajo, ne? Delajo to po noč. Zdaj, ena izmed prvih ukrepov je, da smo dodali te table, da je pač prepovedano odlaganje odpadkov in tako naprej. Očitno malo je zalegalo, nekaj pa še bo. Zdaj naslednja faza, jaz smo se odločili, da damo okrog teh deponij, se pravi to gradbeno mrežo. Smo se pozanimali tudi za varovanje ponočne, to nas stane, če bi se pravi čez celo noč varnostna služba varovala, nastane to 7.000 evrov. Ne? Tako da to je zelo velik strošek, mislim, da je pa res največji problem v kulturi, se pravi vseh občanov in ljudi. Ne? Tako da bomo se maksimalno potrudili, da to res čim prej saniramo oziroma pač sproti obveščamo publikus, da te smeti odvaža, ker drugače ne vem, razen če pač sprejmemo pa damo tamle gor varnostno službo in plačujemo 7.000 evrov. Sam vemo, da imamo deponijo pol tudi v Črni, tam pa vas gor. Imamo še en kup teh divjih odlagališč, ki jih pa jaz več kot očitno ljudje ne razumejo, da imajo zastonj odlagališče oziroma te odpadke v publikusu. Hvala. Prehajamo na amandmaje. Amandma je že bil predstavljen, zato želi o amandmaju kdo še razpravljati? Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Predlagatelj, poročevalec? Ne. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma predlogu odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. Druga obravnava, ki se glasi: v 6. odstavku 4. člena se črta prva alineja. Dosedanja 3. alineja 6. odstavka 4. člena, ki po novem postane druga alineja, se po novem glasi: lahko pa so določena mesta opremljena tudi za zabojniki za druge vrste odpadkov, mešana odpadna embalaža, odpadna jedilna olja, tekstil, odpadni papir in karton ter odpadna embalaža iz papirja in kartona. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od prisotnih 28 je zaglasovalo 27. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Glasovali bomo še o odloku v celoti, torej o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občina Komenda. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je od prisotnih 28 za 27 in s tem točka zaključena.